gremo si pogledati paket, ki smo ga dobili iz Irske, od Robija. Evo, škatla. Ejo, en pre-summer update iz baze, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo in kaj novega. Fresh stash Monsterja in pa tle bomo začeli. Kaj dogajati? Vroče je že počas. Če smo morali dobro ponuditi, kako se okno odpre. Treba skladiti. BMW je še pri nas, oziroma nazaj pri nas ali kakorkoli, ker ko začneš delati en že narejen projekt oziroma ga nadgrajevati, začnejo ven okosnaki padati z omare. Okosnaki, drati, releji pa kontrolne enote, ki niso bile povezane na nič več, tako da... Kaj ti govori je, da je naredil en velik wiring update, oziroma kar na nov wiring. Dosti nov. Malo starega, dosti nov. Dobar, kar je okoli motorja, na motorju, da mu reči, je ustal, ampak vse ostalo je, na nov. Mogoče kva plata za varovalke, da je ostala. Plata za varovalke, razdelilci, razni, pa to. Releje smo dodali. Kar trenutno sam še manjka je switch panel, ki ga dobimo danes popoldne in pol smo tle z wiringom. Dan. Urbi je zanč polomil nosilc bracket, kakorkoli za dvigovati avto zadnji z dvigalko, ker je pač rekel, takole se avto predstavil, pa je pač potegnil, pa vse vzbal skrivil. Tako da smo to rihtali. Havba je prištimana, zadnji prtlažnik z novim spoilerjem je prištiman za barvanje. Update bojo tudi luči, ker je imel prej avto sam blankse, pa bomo rekli, da zdajle, ker gremo testirati že drug teden, blankse pustili, ker je problem. Hladilnik je od petice in je ful širši od trojkinga. In kar naenkrat luči več ne pridejo na svoje mesto. Tako da, tle bomo imeli malo fabrikacij, ampak glede na to, da so to kozmetični dodatki, bo to sledilo enkrat v naslednji fazi. Bistvo je, da je vse tehnično BP. Tako da, kaj ti zdajle dela? Če se ne motam, dela nosilce za pull kable. Tako. Se pravi za gasilen aparat, pa za kill switch. Pa dati nove zice noter, ali? Tako, a se še kaj spust? Ne, notranjost narediti. Tablico montirati. V bistvu smo pol tako nekako z vsemi safety featurji pokriti. Spodaj smo še cevi za bencin dodatno zaščitili. Če se bo gospod Petač odločil, da bo šel malo agrodriftati, sploh zdajle, ko bo počas sezona oranja oziroma pobiranja pridelka. In to je to, tako da nove gume smo mu naročili, predvsem za spredi, ki so dan, in pa tudi neki setov za zadnji. In to je to nekako, tako da, ko mi čakamo, da so sede v avto prvič drug teden in zapele in potestiramo, verjetno, če bo cajt, bomo šli še optiko malo proper pogledati, to moram še z Urbijem govoriti in to je to. V sosednjem prostoru Evo, te ste videli, da smo ga končno zanč malo premaknili, čeprav na parkolci smo šli na Vinyl Spec Seaside Vibes. In kaj se dogaja na našemu Tomcatu? Dobili smo nek nov material, ki bomo šli pogledati zelo kmalu. Novost na Tomcatu pa je, žal nisem posnel same inštalacije tega, v bistvu tudi ni še niti dokončana, ampak
Zadnje bremze so dobile malo upgrade in sicer pripravljanje za dual caliper sistem, ampak ne samo to. Dali smo gor, se pravi od 350Z zadnje čeljusti, dvobatne, bistveno manjše od tega, kar uporabljamo zdaj. In sem rekel za foro, dajmo sam, pač ker paše, sam zamenjati brake linese in smo odklopili 4-batne, dali na 2-batne in občutek na nožni bremzi je čist drugačen, ker z brake bias valvom nismo mogli, bom rekel, dobro naštelati, koliko avto bremza na sprednja kolesa napram zadnji in to, kar se dogajalo, je, da je avto pritiskal na nožno zavoro, prej zablokiral bremze zadnji kot spredi. In zdaj smo to spremenili in je ful boljš. In kaj je ideja? Ideja je, da mogoče kar pustimo še vedno inline ročno zavoro, medtem ko bomo seveda tudi probali jaz temu pravim standalone ročno zavoro, ki bo pa vezana na 4-batne čeljusti. In bomo potestirali eno, potestirali drugo, ker do zdaj sem bil skozi navajen inline ročne, razen v bistvu tega podrtega brake biasa, oziroma brake balansa, nisem imel nekih pripomb, da bi nožen pedal imel kakršenkoli luft ali pa kaj. Tako da imamo zdaj priliko, da se poigramo z enim, poigramo z drugim in se odločimo, kako naprej. Tako da tole izgleda takole. Tako nekako tole izgleda. In pa update, ki prihaja na tom, ki tu je pa, gremo si pogledati paket, ki smo ga dobili iz Irske, od Robija. In ta paket vsebuje še ene druge bombončke za en drug avto. Tako da, bear with me. Evo, škatla. Valjda me je Firbec matral in nisem mogel počakati, da bi naredil unboxing direkt, čeprav, moj expression je bil, ker sem tole odprl in videl tale nori izdelek, tako da, a ste ready? Kaj pravzaprav je ta zadeva? To je sesalni kolektor, intake manifold, za RB25. Zakaj? Zato, ker prvič sem si tega želel že zelo dolgo časa. Zakaj? Ker, kot veste, oziroma kot vam bom pol pokazal, RB25 je originalen OEM sesalen kolektor z throttle bodyjem oziroma z dušilno loputo montirano na sredini ob strani in potem je treba intake cevi oziroma cevi vstopnega zraka peljati čez pokrov ventilov, bodi si na drugo stran ali pa tako, kot smo mi naredili, da je šlo nekako to zadnji pa okoli pa cela komplikacija s temi kovinskimi črevesi in iz tega razloga sem si želel to zamenjati. Zdaj, kaj je tudi na stvari? RB znalci pravijo, da je v bistvu OEM sesalen kolektor ful dober, zaradi same razporeditve zraka v posamezne cilindre. In naslednja stvar, kar se aftermarketa tiče, ki je zelo, bom rekel, hvaljena oziroma ki zelo dobro funkcionira, je od Plasmamana, ampak od Plasmamana, to je avstralska firma, zadeva košta 3000 avstralskih sicer dolarjev, ampak to spravcem, logistika, carina, davki, smo verjetno na 3000 evrih. In vse, kar je obstaja drugega, se pravi razni gredi in podobno, imajo baje, da velik torque dip,
in ni toliko dobra, efficient zadeva. In Robi, Track Day Performance Robi, je sam razvil del sesalnega kolektorja za RBA, s tem, da je poskrbel za, bom rekel, pravilno in enakomerno distribucijo zraka za posamezen cilinder. In to je pravzaprav čist njegov izdelek, njegov inženiring, njegov machineering, vsega skupaj. Cena tega oceni ne bi, zato ker je bil zelo special price in ja, ne bomo o ceni govorili. In v bistvu ta njegov sesalen kolektor je tako rekoč samo nadgradnja originalnega sesalnega kolektorja, ker je ta narejen iz dveh delov. In v bistvu ta zgornji del sesalnega kolektorja se odstrani dol, se doda njegovega gor in to je pravzaprav to. Sliši se zelo enostavno delo, ampak ni oziroma ne bo, zakaj boste videli pol. Tako da, ja, jaz bi kar rekel, gremo do Tomcata in počasi razderati OEM sesalno komoro in pripraviti stvari za tole aftermarket. In the meantime, koliko se bo kaj dogajalo, zdaj takoj ne vem, ker itak poletje je tukaj, ljudje so počasi v dopustniških modih in vsak dan imamo več obiskovalcev. To ne pomeni, da obiskovalci niso zaželeni, glih kontra, radi se družimo, radi se imamo fino in prvi motilec današnjega popoldneva. Look who it is! Čak, že zdaj sploh ne vidi, ker tle je pa čistem noter v kombiju. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Long time no see. Stari, prideš po pol leta iz Kamčatke in že neumnosti počneš. Takle malo. No, so res neumnosti bomo videli, ker Sergio je nekaj v bodu. Upajmo, da bo delal. A rabiš pomoč to razložiti ali boš znal? Pomagam znal. Jaz mislim, da bolj, da mu pomagamo, ker ipak je to Sergio, ker če ne bomo mogli še kaj popravljati. Vse je nenormalno pržgan na tem soncu, tako da bomo malo kasneje pobjutijali. Ej, Sergio, zakaj tak racionalen nakup? Pojma nijem. Pa ne če lahko rečem racionalen, ker se izgleda tole čisto do, tako da. Da vidimo, nisem se še furo dosti motoril lepo. Pa tisto, kar sem sedlo, ful fan. Ok, res, to mora biti fan, ne glede na 125 kubikov, ampak sej za kruzat. Ampak 300. Ne, nima veze, sej za kruzat je verjetno v redu. To moš pa sam priti do tega, da sam človek reče, ja, je premalo, ni premalo zadosti. To nekako, ja. Po moje bo dosti inside. Veliko varnih kilometrov. Thank you. Ok, tole pa že malo bolj zgleda kot zunaj na tisti pržganini. Tako da dovolj motorja, dovolj motorja, ki gremo rihtati motor, oziroma komponente motorja. Tako da pop the hood. Ok, rabim nekaj, da bo tole stalo. Tlele smo en hladilnik dobili v bazo. Moj tole čist dober. Deli od hladilnika. Ne, sam hecam se. Evo, o tem sem prej govoril. OEM sesalen kolektor od RB25, ki ima tole sesalno loputo na sredini. In pri original sistemu gre ta cel čez, nekako dol, do intercoolerja in do turbine, oziroma ja, pravilno je v obratnem vrstnem redu. Jaz tega nekako nisem hotel, plus mislim, da bi bilo kar malo težko tole narediti. Sploh toliko debelo cev, če bi hotel čez spraviti, pa pol dol, ja, nekako ne bi bilo ok, smo jo pač speljali okoli. Imeli smo kar nekaj težav s to cevjo, dostkrat jo je dol metal, ker je bilo vse skrat malo pretežkovno, ampak dostkrat, no. Zelo hitro smo pol to popravili s parimi nosilčki. In zdaj je končno čas, da se znebimo od tega črvesja, te nepotrebne teže in imamo tako rekoč front mount, throttle body in ja, to bo veliko boljše. Nič,
grem jaz tole dol počrofati. Evo, tole izgleda razdrt, ampak da zadeva ne bo tukaj enostavna, imamo tle tale stojen vijak, ki ga bo treba ven dobiti. Zdaj, ali je noter naprešan, ali je noter našraufan za Loctite ali nekaj bomo videli. Definitivno bo pa treba vse tele lukne, ki jih vidite, prevrtati, ker tle gredo čez zdaj vijaki iz spodnje strani. In ja, malo predelav, da dobimo tole zadevo gor. Evo, veliko je že narejenega, nova frizura. Medtem, ko sem se jaz potepil v Avstriji, zakaj sem bil v Avstriji, sledi v naslednjem videu, tako da če še niste naročeni na kanal, se dajte naročiti, pritisnite zvonček, da dobite notification, ko bo ta video zunaj, zato ker je definitivno nekaj tazga, kar ne smete zamuditi. Bili smo tudi v eni zanimivi delavnici, ki ima zelo veliko enih zanimivih projektov, tako da definitivno naslednjega videa ne zamudite. Tole ni bil en tak straightforward upgrade, kakor je verjetno vam izgledalo na začetku, ker ni bilo to sam zdaj, odvijemo zgoren del sesalnega kolektorja, prvijemo tega novega gor in to je to. Prva stvar, mogli smo povečati lukne na eni strani spodnjega dela sesalnega kolektorja, ker je ta mičken drugače narejen in se je drugače fiksira. Čeprav so lukne tako rekoč na istem mestu, je sam fiksiranje malo drugačno od originalnega. Tako da, to je bila prva stvar. Druga stvar, kar naenkrat fuel rail več ni pasul, oziroma fuel rail je pasul edin priklop povratnega voda goriva, je bil v fittingu na poto, ker se je zadev v novo sesalno loputo. Ja, novo sesalno loputo smo rabili dobaviti, ker tudi ta stara več ne paše in tale intake plenum oziroma zgoren del sesalnega kolektorja je narejen za tole Boschovo 60 sesalno loputo, ki je ena izmed boljših loput, tako da smo rabili še to dobaviti. Fuel rail smo predelali, ampak nismo čisto sigurni v njegovo tesnenje, čeprav na testu izgleda vse ok, ampak realnost je potem drugačna, ker se, bom rekel, začnejo temperature spreminjati, materiali krčati, raztezati, ja. Načeloma smo naročili že nov fuel rail, se pravi fuel rail je v glavnem zadeva, ki pride gor na injektorje in ima priključke za dovod in odvod goriva. Tako da to je naročen. Še en challenge, ki ga imamo, je konektor, ki pride na sesalno loputo, ker ne glede na to, da je Bosch, sta konektorja malo drugačna in tale lopuca, ki je deklarirana kot Bosch Motorsport, ima en tak poseben priključek, Bosch Motorsport, ki ga ni čisto toliko enostavno zadobiti. Najhitreje, kar je dobavljivo iz Švedske, tako da čakamo, da to pride iz Švedske in upamo, da bo on time, preden odrinemo na Hockenheimring. Kaj še? Scooby je bil tle, da je naredil novo cev, se pravi iz intercoolerja na sesalno loputo. Tle smo tudi imeli malo kolobocij, ker ni to moglo biti tako zelo enostavno, ker če bi šli na kovinsko koleno, bi se ta zadev zaradi kaplarja v havbo, tako da smo šli na silikonsko koleno in to silikonsko koleno smo na hiter lok dobili sam v modri barvi. Ker pa tole toliko ne zgleda lično, da ne vem, a ga bom po duct tapeu ali neki zasilo, dokler ne dobimo ta pravega črni barvi. To so pač te moje, ki mora biti vse meči, vse mora biti perfect. By the way, teli ignition coili v rdeči mi tudi niso prva izbira, pa so že tako kar dolg cajta, ampak zdaj, kad cev ne gre več čest, mi se še toliko bolj ven seka, tako da moramo nekaj črne sorsati. Kaj moramo še pripraviti na Tomke tudi do Hockenheimringa? Je v bistvu, ko pride konektor, moramo loputo skalibrirati na novo z ECU-jem in bolj, kaj ne bi ostalo, mogli bi to. Rob je rekel, prvi ran, kad delamo, da pošljemo log,
da se pogleda parametri, ker je vseeno drugačna sesalna loputa, ker je drug zgoren del sesalne komore in tako naprej. To je to, kar se workshop update tiče na Tomcatu. Imamo pa še en update in sicer za S15, ko so prišle ene dobrote skupaj s sesalcem, ki nam jih je tudi Robi sourcev in ni še en sesalen kolektor, ampak je nekaj zelo ključnega, nekaj, kar se ful veselim, nekaj, kar bo sicer dal kar enega dela zdaj tekom poletja, ampak we got this. By the way, za S15 kolebamo codename Sidewinder, čeprav Sidewinder ni letalo, ni codename za letalo, ampak v bistvu se kar dobro sliši sploh za vlogo, ki bo ta avto upravljal. V glavnem, goodies, Link, G4X, ECU in vse potrebne komponente za standalone. Ja, S15, ko bomo čist slekali, kar se kablove tiče, potegnili vse na novo, naredili inštrument plato, naredili plato z releji in vsem potrebnem. Ne vem, če sem omenil v kjermokoli od prejšnjih videotov, avto ima v bistvu zdaj noter vse OEM, kar se elektronike tiče oziroma inštalacije. Računalnik je OEM, ki je podprt sicer z NIS-tunom, ampak ta NIS-tun ima en problem. Prvi problem je bil, kako se gor na njega skonektati, ker gre za že zelo zastarelo zadevo. Najdete računalnik, ki ima ta prav port, najdete ta prav kabel. To nam je vse nekako ratal in potem se je zapletel pri sami povezavi, ker noben ima PIN kode od NIS-tuna. Se pravi, ne prejšnji lastnik, ne tuner, ki je to mapiral, tega pač ni. Ja, dal bi se to poslati v UK, odkleniti, sicer vprašanje, koliko bi to koštalo, gor pošiljati, nazaj rihtati, pa tako drugače smo razmišljali o tem, da damo noter čist standalone, naredimo inštalacijo, tako, ki se zagreje za dirkalen avto in to je to. Tako da, ja, se že veselim, da tole damo noter, zmapiramo in prvih kilometrov na stezi za S15. To je to za ta video. Kaj sledi v naslednjih videih, kot sem napovedal, video iz Avstrije, testirati bomo šli 36, recap iz Hockenheimringa, seveda, ko gremo na Hockenheimring, bomo to izkoristili še za en obisk, ki pa naj trenutno ostane malo skrivnost. In do naslednjič, veste, kaj morate narediti in pa see ya!